COVID je prinesel spremembe pri obravnavi onkoloških bolnikov. Sicer ne toliko drastične, da bi recimo dostopnost samega zdravljenja na našem oddelku omejili, ampak seveda generalno na področju celotne onkologije, dostopnosti do diagnoze, prihoda do prve obravnave ali do osebnega zdravnika ali do diagnostičnih postopkov oziroma do kirurga, kar se tiče pa dela na našem oddelku za onkologijo, je pa potekalo nemoteno. Kot vemo, so bolniki z rakom prednostna skupina, ki jih ne smemo zanemariti in prilagajati potrebam drugih bolnikov, ampak mora to zdravljenje potekati nemoteno, torej kot obravnavano kot urgenca, saj bi odtegnitev tega zdravljenja pomenila večjo smrtnost naših bolnikov. Zdaj, prilagoditve so bile, kot ste verjetno sami tudi iz medijev zaznali, je v spomladanskem valu bila največja težava pri zdravljenju onkoloških bolnikov prenehanje delovanja presejalnih programov Zore, Dore in Svita, kar bomo videli, zdaj nekaj se je že kazalo, saj številke kaže, da nekje 30–40% je bilo v spomladanskem delu lanskega leta manj diagnosticiranih rakov. Kaj to pomeni? Koliko bo zamujene bolezni, zamujenih obravnav, bomo pravzaprav šele zdaj pričeli videvati oziroma se s temi bolniki srečevati. Upam, da ne bodo te številke prevelike in predrastične in da se bodo kasneje odražale tudi v povečanju umrljivosti naših bolnikov. To napako, ki smo jo naredili v spomladanskem delu, se je, hvala Bogu, odpravila v jesenskem delu, tako da v jesenskem delu so vsi ti presejalni programi nemoteno delali dalje, kar se vidi tudi dejansko pri nemotenem prehodu bolnikov na naš oddelek. Številke so, če so bile v spomladanskem delu malenkost manjše, smo v jesenskem delu dejansko vse nadoknadili v primerjavi z letom 2019, ko te epidemije nismo imeli. Tako da celokupno gledano, glede na število obravnav, smo po pričakovanjih. Največja sprememba, ki smo jo pa na oddelku za onkologijo imeli, kar se tiče obravnave naših bolnikov, je pa prevzem bolnikov z pljučnim rakom. In dejansko prilagajanje je znotraj organizacije, torej UKC-ja in reorganiziranje znotraj različnih oddelkov je pripeljalo do tega, da smo prevzeli bolnike z pljučnim rakom, ki jim nudimo sedaj celostno obravnavo pod našo streho. Kar se tiče dostopnosti do radioterapije, dejansko nobenih sprememb, kar se tiče dostopnosti do zdravil, nobenih sprememb, vse je potekalo nemoteno. Bolniki so lahko zaznali male subtilne spremembe, saj takoj, ko se je začelo, v bistvu smo že februarja postavili vstopno točko, kjer se izmeri vsakemu bolniku temperatura, izpolni vprašalnik, tako da smo že v bistvu na samem vhodu stavbe bolnike nekako selekcionirali za potencialno okužene ali nosilce okužbe in smo jih takoj poslali v ustrezno testiranje in izločili iz čakalnice. Čakalnica je vsekakor možnost druženja, več je ljudi, možnost je tudi to zadevno prenosa, maske so bile takoj obvezne. Tako da to smo dejansko upoštevali vse ustrezne epidemiološke standarde, kot jih je zahtevalo tako na državni ravni zdravstvo. Tudi kar se tiče zaščite vseh zaposlenih, upoštevamo vse potrebne predpise z nošnjo očal, vizirjev, ustreznih mask, razkuževanje ne samo osebe, ampak tudi inventarja, ki ga imamo po vsakem obisku bolnika. Tako da se z nekimi okužbami pravzaprav niti nismo vsem nemasovno srečevali. Imeli smo vdore, bilo bi čudno, če jih ne bi imeli, zato ker so bili vseeno nespoznani, ampak smo jih zelo hitro omejili, tako da ni bilo širjene okužbe znotraj našega oddelka med bolniki in med osebjem. Seveda, tega se bojimo. Naši bolniki so na splošno imunsko slabši, bolj dovzetnejši za kakršnekoli komplikacije in na žalost tukaj bolniki, ki so bili tekom zdravljenja za napredovalno boleznijo in so zboleli za covidom, smo pri marsikaterem bili primorani prekiniti terapijo, kar pomeni prekinitev onkološke terapije, bolezen, rakava bolezen ni pod nadzorom, napreduje
In smo se srečevali vsekakor z višjo smrtnostjo, kar tudi dejansko statistično je potrjeno. Kakšna bo ta izguba in kako dejansko bo vplivalo, ali so bolniki z rakom umrli zaradi napredovanja raka v bolezni ali zaradi covida, to pustimo zaenkrat še za prihodnost, kako bomo dejansko to analizirali in čisto statistično obravnavali. No, kot sem dejala, naši bolniki so v bistvu kronični bolniki. To so bolniki z kronično boleznijo, imunsko slabše, podkrepljeni, sploh če so na kakršnikoli obliki aktivnega zdravljenja, tukaj mislim predvsem sistemskega zdravljenja. In tem bolnikom zdaj za čas covida svetujemo, da se tudi cepijo. Vemo, da je cepilna strategija v Sloveniji takšna, da so prioritetno starejši ljudje, zdaj tista skupina, ki se jih bo precepila in potem se bo starostna skupina samo nižala. Ampak znotraj tega seveda vemo, da določeni starostniki so v brezhibni kondiciji, dejansko kot mladeniči in mladenke in nekateri, ki so malo bolj ranljivi. Tako je tudi z našimi bolniki, ki so lahko ozdravljeni raka, ampak imajo zelo dobro vodenega raka, kot tudi nekateri, ki se z tem boleznijo srečujejo in potrebujejo neko aktivno in dokaj agresivno zdravljenje. Ti so seveda vsekakor bolj agresivna, bolj ranljiva populacija in tem posebej bi kot prioriteto svetovali, da se to zadevno tudi proti covidu zaščitijo. Istega mnenja so tudi kolegi hematologi, profesor Zver je dal podobno pobudo, da bi se tudi naši bolniki, torej na splošno kronični bolniki, ki imajo imunsko slabši odziv, prednostno uvrstili na cepilno listo in bi jim tako prihranili hujše zaplete, poteke covida oziroma bi jim omogočali tudi kvalitetno zdravljenje kasneje in seveda daljše preživetje. Vemo, da cepljenje je varno, tudi v skupini onkoloških bolnikov na to opozarjajo in tudi priporočajo cepljenje, tako evropske kot ameriške smernice in temu smo se seveda pridružili tudi v Sloveniji. Internisti onkologi v sklopu sekcije internistov onkologov definitivno priporočamo cepljenje našim bolnikom. Torej, v času covida lanskega leta je, kot sem dejala, naša dejavnost potekala dokaj nemoteno. Skrbeli smo za naše bolnike, ker tako tudi moramo. Ampak poleg teh sprememb, da smo pod isto streho zdaj sprejeli tudi še populacijo bolnikov z pljučnimi raki, smo seveda morali določene prilagoditve za nemoteno izvajanje potegniti tudi na kadrovskem nivoju. Covid ni zajel samo onkoloških bolnikov in našega oddelka, ampak je dejansko pomenil, bom rekla, skoraj da veliko katastrofo na nivoju celotnega našega centra UKC oziroma celotne severovzhodne države, celotne Slovenije. In ko je nekaj takšnega, moramo in vedno tudi smo skupaj stopiti, si pomagati, zato da se na različnih mestih razbremeni in da se ne glede na to, kakšen je bolnik za bolnika, naredi optimalno in res vse. Iz tega stališča smo, bom rekla, na fronto, če se smem tako izraziti, posodili v pomoč nekaj naših mladih zdravnikov, večinoma so vsi specializanti, ki specializirajo za mariborski UKC, bili povabljeni, da se vrnejo nazaj in smo jih napotili na pomoč v COVID oddelke, na urgenco, na intenzivo. In enako se seveda zgodilo tudi z našim kadrom zdravstvene nege, tudi tukaj smo pomagali, kar je seveda pa po drugi strani pomenilo, da smo se mogli malo reorganizirati. Še en udarec, ki je pravzaprav bil, je pa nekaj, kar morda v sklopu zdravstva ne pomislimo, ampak naš oddelek je dejansko mlad oddelek. Mi imamo mlade starše z malimi otroci in tukaj je pedagoška dejavnost, ki vemo, da se je tudi ob tem sporedno zaprla, nam je bila še en dodaten udarec, zato ker starši so morali poskrbeti tako za svoje otroke, kot seveda na drugi strani za nemoteno delo. In to je pri
to smo imeli kar malo prilagajanja in vsakojutranjega štetja, kdo je na oddelku oziroma kdo bo lahko nemoteno izvajal našo dejavnost tukaj. In to je zajelo tako kader zdravstvene nege, kot zdravnikov, kot inženirjev, kot medicinskih fizikov. Dejansko nismo imeli ene skupine naših profilov, ki tukaj sodelujejo, ki seveda ne bi bila vpeta v eno in pa v drugo prilagajanje. Tako da je bilo kar nekaj prilagoditev, ampak z nameni in z skupnim ciljem smo to zmogli. Jaz upam, da se bo zdaj v prihodnje to postopoma umirilo in da bomo lahko normalno zafunkcionirali, kot smo bili predtem vajeni in da bodo seveda tudi šole dalje delale tako, kot je bilo potrebno. Je pa res, da naš oddelek je mogoče nekaj posebnega kot onkološki oddelek v Sloveniji. Vemo, da smo v teh 4 letih kar hitro zrasli in postali nek pomemben igralec z možnostjo obsevanja, sistemskega zdravljenja in tudi paliativne oskrbe, ampak naš oddelek je samo del celotnega UKC-ja, kar pomeni, da obravnava naših bolnikov mora biti ves čas v povezavi tudi z drugimi strokami, kar seveda je tudi drugje, ampak pri nas je to pod isto streho. In tukaj je zdaj, ker smo primorani nuditi ustrezno in nemoteno sistemsko zdravljenje našim bolnikom, smo prišli malo do organizacijskih sprememb, saj število bolnikov, ki potrebujejo večdnevno sistemsko zdravljenje z ali kemoterapijo, imunoterapijo, moramo hospitalizirati na našem oddelku, kjer pa imamo na razpolago samo 10 postelj. Kot oddelek, ki je nekako mišljen, da bo pokrival severovzhodno Slovenijo, pomeni, da za temi 10 poslami moramo pokriti 20 do 25% države. Saj k nam prihajajo bolniki z najpogostejšimi raki, rakom dojke, rakom debelega črevesa, prostate in pljuč iz severovzhodnega dela Slovenije. To je od Murske Sobote pa do Celja. Dejansko to na 10 posteljah je utopično, da bi to zadevno naredili in zdaj se je to še toliko bolj izkazalo, saj bolniki, ki potrebujejo neko akutno oskrbo zaradi bolečine oziroma paliativno oskrbo, so sedaj hospitalizirani na drugih oddelkih UKC-ja. Ne rečem, da so slabo oskrbljeni tudi slučajno, ne, ampak moramo se zavedati, da bolnik zaseda posteljo, morda na kirurškem oddelku, ki nujno potrebuje posteljo za bolnika, ki prihaja morda za neonkološko boleznijo in je tudi nujno za kirurško obravnavo. Tako da tukaj bomo morali v prihodnje vsekakor narediti velik rez, velike spremembe, malo potrkati na državno vest, na družbeno lokalno vest oziroma na vest družbe severovzhodne Slovenije, ker bo treba nekako se dogovoriti tako za ustrezno paliativno oskrbo, iti v razvoj mobilnih timov, kar je naša želja, ampak zato, da lahko to razvijamo, moramo seveda imeti nekaj postelj, kjer bodo bolniki, ki potrebujejo akutno paliativno oskrbo, lahko tudi bili hospitalizirani. Tako da vse poti dejansko vodijo v to, da je nujno nadgraditi stavbo, ki je že pripravljena za nadgradnjo za 2 nadstropja in da dobimo recimo vsaj 30 postelj, da bomo lahko nudili ustrezno oskrbo. Tako kot sem rekla, imamo mlado ekipo, zagnano ekipo, ki je željna delati in je polna idej. Tukaj se ta želja, ta energija že prenaša tudi na študente medicinske fakultete in študente fakultete za zdravstvene vede, ki kažejo vedno več interesa za to, da bi se nam tudi pridružili. Seveda potrebujemo več kadra, potrebujemo več prostora, zato da bomo lahko nudili ustrezno oskrbo bolnikom naše regije. Konec koncev delamo za nas, tudi mi bomo morda nekoč, upam, da ne, ampak vsaj potrebni kakršnekoli oskrbe zdravstvenega sistema. In mislim, da je že zdaj, da vlagamo v to, da bo zdravstveni sistem lahko takrat, ko bomo potrebovali, ustrezno poskrbel za nas. Na enoti za radioterapijo smo se zelo hitro srečali s prvim pozitivnim COVID bolnikom. To je bilo že novembra 2020. Veliko pomoč nam je bil spisan protokol, ki smo ga spisali na začetku epidemije in sicer kako obravnavamo COVID pozitivne bolnike.
Na enoti za radioterapijo to pomeni, obsevamo jih zadnje, to pomeni, da vse bolnike prej obsevamo, na koncu obsevamo torej COVID pozitivne bolnike. Ko nam jih pripeljajo, je za to namenjeno dvigalo, ki je samo za njih. Torej, v njem se prevaža samo COVID pozitivni bolniki. Obsevani so na zadnje. Po zaključenem zdravljenju, torej po frakciji, celotni prostor tudi razkužimo. Torej, ko pride COVID pozitiven pacient k nam, je čakalnica popolnoma prazna. Takega bolnika obsevamo popolnoma isto, kot da ne bi bil COVID pozitiven. Torej, zdravljenje poteka popolnoma enako. Kaj pa pomeni takrat, ko pride COVID pozitiven pacient k nam za nas zaposlene? In sicer, inženirji, torej vsi tisti, ki smo v stiku s COVID pozitivnim pacientom, se moramo obleči v 2 zaščitna plašča, potem si nadenemo posebna očala, rokavice in seveda upoštevamo vsa pravila, ki so že vnaprej določene s strani UKC-ja. Obsevamo asimptomatske COVID bolnike, kar pomeni, da z našim zdravljenjem ne vplivamo na njihovo bolezen, kar se tiče COVID okužbe. Kot sem že prej povedala, obsevamo od novembra 2020, takrat smo torej dobili prvega COVID pozitivnega bolnika, od takrat pa povprečno obsevamo 2 do 3 pozitivne COVID bolnike na dan. Že predhodno smo se soočali s kadrovsko stisko. Sedaj za novo nastalo situacijo smo pa mogli še delo prilagoditi. Kaj to pomeni? Da smo šli iz dvoizmenskega dela na enoizmensko delo z nadurami. Naj poudarim, da povprečna starost na enoti za radioterapijo je dejansko pod 30 let. Moji sodelavci so izjemno požrtvovalni, srčni, empatični, delavni, zagnani in pravijo, da ravno v stiski dobro spoznaš sočloveka, kar se je v tem primeru izjemno izkazalo. In zelo sem vesela, da imam priložnost delati tukaj, za kar sem tudi izjemno hvaležna.